Tretji večer naših duhovnih vaj se bomo ustavili ob Janezovem rojstvu in Zaharijevem hvalospevu. Prvi večer smo se ustavili oziroma smo skupaj z Zaharijem stopili v tempelj k njegovemu srečanju z angelom Gabrielom in potem napovedjo, da bo dobil otroka, njegovo mutavostjo. Potem drugi večer s čudovitim srečanjem med Marijo in Elizabeto in srečanjem med Jezusom in Janezom. In danes smo pri Janezovem rojstvu. Pri tem branju in gledanju in poslušanju nam bo pomagal Lukov evangelij, prvo poglavje od 57. do 66. vrstice. V Lukovem evangeliju je Janezovo rojstvo samo bežno omenjeno. Evangelista bolj zanimajo okoliščine, ki so bile s tem povezane. Napovedal ga je angel Gabriel, prav tako kot rojstvo odrešenika. Potem tukaj je Zaharijeva nemost in starost otrokovih staršev. Vsekakor je bilo to rojstvo nekaj izjemnega, čudežnega. O njem so govorili ljudje po judovskem pogorju. V središču je novorojenec. Krog njega dva starejša človeka, mati in oče. Mati je bolj stara mati kot pa mati s sivimi lasmi. Vendar vse preveva veselje. Zaharija je še vedno mutast in ne more govoriti. Ko so sorodniki in sosedje slišali o tem, kaj se je zgodilo, so bili prav tako veseli. Govorili so, Bog jim je skazal svoje usmiljenje. In tudi Zaharija se je pridružil temu dogajanju. Bil je srečen, ker mu je Bog izkazal milost, da se mu je rodil otrok. In ko so ga 8. dan obrezali in ga vključili v Abrahamovo zavezo ter izvoljeno ljudstvo, so Zaharija vprašali za ime. Ta je brez pomislekov povedal oziroma zapisal: Janez naj bo. Lahko bi se imenoval Zaharija po očetu, vendar Zaharija je ubogov angela. V življenju je potrebno vzeti in potrditi, kar hoče Bog, ne pa vsiljevati svojih idej, ki so pogosto bolj ozke. In vsi vemo, kako se je ob tem pisanju, tej odločitvi očeta Zaharija, zaključila njegova mutovost. V bistvu je dozorela pot njegove vere, po kateri je hodil od dogodka videnja, se pravi od templja, pa do trenutka, ko so obrezali otroka oziroma ko mu je kot oče dal ime. V tem času je spremljal svojo ženo v nosečnosti, bil je prisoten pri srečanju z Marijo ter Jezusom. Vsi ti dogodki so krepili njegovo vero, zlasti pa rojstvo otroka. Tako je bilo njegovo srce odprto, da se je popolnoma izročil Božje načrte njegovo varstvo. Odslej je bil čudež in odnos večji in bolj resničen kot samo umsko spoznanje in logika. Velikokrat se v življenju moramo nasloniti na to logiko ljubezni in stopiti v darovanje ter spremljanje darov drugih. Ljudje navadno iščejo varnosti, ne resnic. Varnosti so konkretne, se ponavljajo, dajo vtis, da je nekaj trdnega, mogoče jih je okusiti in kontrolirati. Vendar varnosti prebivajo umu. Medtem ko izročitev je glas, je stvar srca. Nekaj takega se je zgodilo. Zgodila se je resnica, ki je globlja od varnosti. Stara ženska je zanosila, oče bodočega otroka je izgubil glas. Dejstva resnice so vedno edinstvena. Ker so čudeži, jih je mogoče videti, nihče jih ne more povsem razložiti. Lahko jih premišljujemo, beremo, vidimo zgodovinske povezave,
lahko odpremo srce. Tako se je pripoved o tem rojstvu razširila daleč okoli. Spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, ko je bila iz njega, ko je bilo nanj izlita tolike milosti. In kakor je rojstvo Janeza Krstnika pomembno za vso zgodovino, tako je z rojstvom vsakega izmed nas. Po vsakem otroku je Bog na nov način prisoten med ljudmi. Tudi stara, nerodovitna žena zanosi. Če Bog hoče in če ljudje verujejo, je vse mogoče. Mar ni to izziv tudi za našo civilizacijo, v kateri se vse bolj veča število starostnikov, rojstev in mladine pa je vse manj. Janez Krstnik s svojim rojstvom in mladostjo kliče k odločitvi za življenje. Če sodelujemo z Bogom, smo odprti za rojevanje novega življenja. Pisali smo ime Janez. Zaharija je rekel, oziroma svet bi rekel Zaharija, nebo je reklo Janez. To je ena lepa misel. Izbira ima velik pomen. Z njim sta Elizabeta in Zaharija priznala Božje vodstvo zgodovine in človeštva. Janez pomeni, Bog je milostljiv. Ali Bog je izkazal svojo milost. In to je tudi program bodočega Janezovega poslanstva. Bog je poklical in poslan. Ime nam je dano odvečno, zapisano je v knjigo življenja. Z vsakim otrokom je Bog milostljiv. Ob njem se odvija novo veselje in čudenje. Vsak otrok prinaša upanje. In Janez Krstnik še na poseben način, ker bo pripravil pot tistemu, ki bo prišel temeljiti in osmisliti človeško upanje. No in staviti se moramo še pri Zahariju. Zaharija je videl čudež, ki se je zgodil pred njegovimi očmi. Ni mogel o tem govoriti. Težko je biti navdušen in tega ne povedati. Toda začetni strah njegovega srca se je počasi spremenil v presenečenje in čudenje ter na to veselje. Kot se je prej zastiralo sonce njegovega življenja, se v tem času naenkrat obnovilo in zažarelo. Težave, strahovi, tudi padci negotovosti so bili pozabljeni. Vse je bilo napolnjeno z veseljem, tudi širša okolica in prostori. Zaharija je po tem rojstvu veroval na nov, bolj celovit način. Prej je Boga poslušal, ga je ubogal, vse ga je bal, toda bil mu je oddaljen in presežen. Z rojstvom tega otroka pa se mu je Bog približal in sprejel ga je kot tistega, ki je, ki deluje. Boga, v katerem živi in ki mu je blizu. To ni zgodbica, to ni privid, ampak je življenje, ki se je povrnilo in ustvarilo neznansko veselje. In zato je Zaharija odprl usta z blagoslavljanjem. Blagoslovljen je Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo z novim življenjem. Božje kraljestvo se je sklonilo v tem otroku na zemlji. In tukaj imamo znano Zaharijevo hvalnico, ki jo molimo pri hvalnicah vsak dan. V tej hvalnici odseva duh svetih tekstov in liturgičnih formul. Hvale, zahvale. Zaharija je te stvari zelo poznal, saj je bil tudi sam duhovnik. In zato je premišljeval, da bo ta otrok velik pred Gospodom, da bo prinesel pomembne odločitve za Izrael. Občudoval ga je. V njem je videl moč Elija, videl je ljubezen Davida, videl je vero Abrahama. Njegove oči so videle mogočni izhod iz Egipta, ki je bil Božji dar. Spominjal se je obljub, ki jih je Bog dal Abrahamu in Davidu. Bog je naredil zavezo s svojim ljudstvom, da bi ga osvobodil od sovražnikov in strahu. Da bi mogel v prosojnosti in način, ki je skladen z zahtevom življenja, uresničiti to obljubo tudi v tistem času. Drugi del hvalnice pa je preroška napoved novorojenemu otroku, da bo prerok Boga,
da bo pripravljal Gospodu pot, da bo ljudstvu dal spoznati odrešenje v odpuščanju grehov, in sicer po prisrčnem usmiljenju Boga, zaradi katerega ga bo obiskalo sonce iz višave in razsvetlilo vse, ki prebivajo še v temi in smrtni senci. Samo Bog more napolniti srca z milostjo in svetlobo. On more odpustiti grehe. Pravični bodo tako na nov način živeli življenje, ki bo stvarno z Božjim načrtom in z Bogom. Ne le Janez, ampak tudi vsak otrok je prerok življenja. Naše duše prinaša življenje in diha. Zato je tako pomembno, da imamo dobre odnose z bližnjimi in z Bogom. Več kot je tega duha, bolj bomo odprti za življenje. Veliko gotovo naredi družinska ljubezen. Čeprav pri Janezu so njegovi starši verjetno malo umrli. Toda dobil je temelj, na osnovi katerega je odraščal v zdravega, premišljujočega mladeniča, ter se z dušo in telesom postavil na raven življenja, ki ga daje Bog. Tako nas bo pričakal v puščavi. Še nekaj točk za premišljevanje. Lahko spremljamo pot, ki jo je naredil Zaharija. Od nemosti, tudi vprašanje njegovega očetovstva, ker ni imel otrok, potem pa kako se mu je jezik razvezal in kako je pripravil čudovito hvalnico. Veselje ob rojstvu otroka oziroma ob spremljanju, tudi nosečnost. Potem imamo pomen imena. Kaj pomeni moje ime? Kako je to ime povezano z mano? Kako danes izbirati imena otrokom? Hvalnica. Zaharija slavi mogočno delovanje Boga v zgodovini. Pogleda tega majhnega otroka. Vsakim otrokom, vsakim dogodkom se razkriva to mogočno delovanje Boga. Tudi v sedanji tej pandemiji vidimo, da je tukaj tudi veliko sporočilo. In ne nazadnje, Janez je odkrival preroško poklicanost, da bo Gospodu pripravil pot. Tudi vsak človek ima to poklicanost, da pripravi žarek, en delček Božje prisotnosti na svetu. Skušajmo premišljevati, moliti in se poglobiti v to skrivnost. Hvala lepa in nasvidenje.